Jo, barabe in jo, vedno se zanimam, kako se reče ženskemu spolu. Oziroma, baraba je neutralna, ne, moški, ženski spol. Ampak ne bomo se delili, že tako se vsi preveč delimo. Danes bi rad z vami govoril o splavu. Kaj je splav? Splav je najenostavnejša in najstarejša oblika plovila, ki je medsebojno povezana z debli ali z deskami in tako ustvari ravno plavajočo ploščad. Ampak mi ne bomo danes govorili o tem splavu, ampak o enemu, drugemu splavu. In kot sem dejal, to ni tisti splav, še se rima, ki plava na vodi, ampak to je splav, ki povzroči umetno prekinitev nosečnosti. Ja, Helena Madonna. Ja, sej pa veste, da se je Vaupan vedno rad dotaknil tistih najbolj občutljivih tematik in dvignil prah. Eni influencerčki, ki bi morali o tem govoriti, mam njih boli kurac, oni stopali, čofotajo, objavljajo storije, kako zapravljajo, kako jedo, ko prasetine. Jaz sem pa tukaj na 300 stopinjah, kjer bi ženska doživela spontani splav zaradi vročine. Splav se tiče naše prihodnosti, kodica za neko kremico pa ne. Dajmo govoriti malo o splavu. Verjamem, da boste zvedeli kaj novo. Zakaj bi rad govoril o tem, ker je to zopet postalo aktualno? Aktualno je postalo zopet zaradi naše fukjene države čez lužo in to je zaradi Amerike, kjer so zopet splav razveljavili in splav je tako zopet neustaven. Ampak tukaj ga zopet sračkajo mediji. Splav ni prepovedan v Združenih državah Amerike. Tukaj gre zgolj za razveljavitev zakona iz leta 1973, Roe vs. Wade, bom tudi o tem govoril. Se pravi, so zvezne države zopet dobile to pristojnost, da lahko odločajo o tem, ali bo splav prepovedan ali ne. Tako da splav v ZDA ni prepovedan, kot napihujejo mediji in zopet so odvignili prah in vsi skačajo s tistimi pobarvanimi lasmi. Sorry, to je seksizem. Ima pa vsaka zvezna država to pristojnost, da ga lahko prepove ali ne. Verjetno ste tisti, ki ste brali oziroma spremljali novice o splavu, ste večkrat naleteli na Roe vs. Wade. Zdaj, kaj pa je to? Tukaj govorimo o Normie McCorvey, ki se je skrivala za psevdonimom Jane Roe, ki je leta 1969 vložila tožbo s pomočjo raznih organizacij in aktivistov na teksaško sodišče in s to tožbo želela izpodbijati zakonodajo, ki govori o tem, da je splav neustaven. Tega leta je takrat na teksaškem sodišču deloval tudi tožilec Henry Wade, ki je branil zakonodajo proti splavu. Ko so leta 1969 Jane oziroma takrat Normo vprašali, zakaj bi se rada odločila za splav, je povedala, da je bila posiljena. No, kasneje je celo priznala, da je lagala o posilstvu in tudi tožbo izgubila in otroka rodila. Pa še rima se. Ampak tukaj se ta zgodba ne konča. Leta 1973 je ta tožba pristala na Zveznem vrhovnem sodišču v Ameriki. In tam so 7 glasovi za in z 2 proti odločili, da vlada nima nikakršne pristojnosti o tem, da prepove splav. In tako so ženske dobile pravico, da lahko svojo zanositev končajo iz kakršnih kolih razlogov. To je vsa zgodba za Jane Roe vs. Henry Wade in tako je leta 1973 takrat 26-letna Norma McCorvey oziroma Jane Roe dobro pretresla in spremenila ameriško zakonodajo. In od leta 1973 pa vse do letos 28. junija je bil splav ustaven oziroma pravica vsake ženske. Zdaj pa temu zopet ni več tako. Kasneje je Jane Roe nekaj let delovala, mislim, da v bolnišnici, kjer so opravljali splav, potem se je iz medijev omaknila, no in v 90-ih se je sprevrgla v katoliško vero in celo bila proti splavu in vložila tožbo proti svoji tožbi, kjer je zagovarjala splav. Končala je tudi svojo punco, kajti trdila je, da je istospolna usmerjenost proti božji volji. In tako kot pri vsakih zadevah imajo tudi tukaj verski ekstremisti besedo in se zgražajo in bunijo, da kako splavom ti končaš neko življenje, ubiješ otroka in tako naprej. Zakaj so te verski ekstremisti povsod? Mi lahko kdo to razloži? Ko se gre za istospolno usmerjenje, evo jih verski ekstremisti že skačejo. Ko se gre za splav, so tukaj verski ekstremisti že skačejo, se bunijo, valjajo po tleh. Najbolj me pa fascinira to, da verski ekstremisti verjamejo v brezmadežno spočetje, verjamejo v Adama in Evo, ne verjamejo pa v splav. Ja. Vsaka ženska ima pravico do splava do 10. tedna. Po 10. tednu o tem odloča komisija. Komisijo sestavljajo ginekolog, socialni delavec in internist. Do 10. tedna pa lahko splavi vsaka ženska
mladoletna, polnoletna, s kakršnim koli razlogom. Po 10. tednu pa o tem odloča komisija. Se pravi, hvala Bogu, Slovenija še ni, čeprav mislimo, da je srednjeveška država, ampak glede tega smo, bom rekel, še v redu. Mislim, da je splav ustaven v Sloveniji od leta 77. Hvala Bogu, vsaj ena stvar. Sem se pa bal, da se bo to spremenilo, odkar je Janša zdaj delal to, kar je delal med korono. Ampak okej, upamo, da tako ostane, Golob, prosim. Do leta 2007 se je splav v Sloveniji opravljal na kirurški način. Zdaj to se malo sliši tako, malo ugabno, ampak to je pač del nas. In bom povedal, kar se le da okusno. Zdaj, jaz sem te dni ogromno o tem bral, tudi če se jaz kaj zmotim, ne mi zameriti, vseeno imate tukaj Google, dajte pogooglati. Kirurški poseg poteka tako, da kirurg vstopi v maternično votlino z raznimi instrumenti z namenom, da maternico izprazni. Ampak so kasneje, mislim, da po letu 2007 začeli pospeševati, uvajati novo metodo, pri kateri lahko sprožijo splav s pomočjo zdravil oziroma tablet. In mislim, da se ta metoda še dan danes najpogosteje uporablja. Oseba to tableto poje in ta tableta potem skrči, izloči produkt iz maternice. To govorimo o splavu, ki se izvaja do 10. tedna. Zdaj, kakšna je razlika med splavom in spontanim splavom? Spontani splav predstavlja izgubo nosečnosti, ki je posledica naravne smrti zarodka oziroma ploda. Splav je pa umetna prekinitev nosečnosti. Tako da spontani splav, bom rekel, je naraven način, se pravi, da zarodek doživi naravno smrt in tako se nosečnost izgubi. Splav je pa umetna prekinitev nosečnosti. Še ena zanimivost, o spontanem splavu govorimo do 20. tedna nosečnosti, po tem obdobju pa se to smatra kot mrtvo rojenost. Prvi razlog je definitivno posilstvo in jaz mislim, da ženska, ki je bila posiljena, ima vse pravice tega sveta, da se odloči za splav. Ampak najbolj me fascinira zopet verski ekstremisti, ko govorijo, ja, se otrok ni nič kriv. Ja, se otrok tukaj ni nič kriv. Ta stavek mi je tako smešen, sploh iz ust raznih ekstremistov. Kot da že to ni dovolj, da je bila ženska posiljena. Dajmo ji še slabo vest dati, ker je naredila splav. Ti si morilka, otroka boš ubila. Ker to, da je bila posiljena, ni dovolj. Dajmo jo začiniti še s tem, da bo imela slabo vest, ker je naredila splav. In ko sem govoril z zdravnikom, in ker že zadnje čase toliko govorimo, da zaupamo stroki, mi je zdravnik povedal, da on na zarodek do 10. tedna vidi kot nekakšen skupek celic. In pazi zdaj to, ta zarodek se lahko s cevko v debelini slamice posesa ven. Še to mi je najbolj smešno, da tu se ful borijo za to, da pač ženske kljub temu, da so bile posiljene, se odločijo za rojstvo otroka in jih označujejo za morilke in ne vem kaj. A po drugi strani jih boli kurat za, 10-letnega fantka, ki ga foter mlati, punčko, ki jo foter spolno zlorablja. Zato jim je pa vseeno. Važno, da sta ona 2 otroka rodila, kot je rekel Bog, zdaj pa kaj se doma dogaja, nam je pa vseeno. Bizarni kontrast, ali kako bi temu rekel, da ful se borijo za to, tam jih pa boli kurac. Naj mlati svojega otroka. Kaj me briga, to so njihove težave, vse je socialna tu, ne. Tukaj pa maltretirajo in terorizirajo žensko, ki je že bila posiljena, kot da to ni dovolj, ne boš morilka in ubila svojega otroka, čeprav tukaj sploh še ni govora o otroku. Zato je ta stavek, se otrok ni nič kriv, totalno brez predmete. V nekem pravičnem svetu, pravličnem svetu, do te nosečnosti ne bi prišlo. Dajmo reči, da imamo Marjana in Katjo. Marjan Katji ni všeč. Da Marjan in Katja živita še 30 življenj, nobenem od teh življenj Marjan ne bi bil Katji všeč. In v nobenem od teh življenj Katja ne bi razširila svojih nožic in ponudila svojo vagino, da jo Marjan lahko oplodi. Ampak, ker je Marjan izpirjeni psihopat, je Katjo posilil. In tako je do te nosečnosti prišlo na silo. Če bi svet bil pošten in ne bi obstajali posiljevalci, morilci, bla bla bla, Katja ne bi nikoli zanosila. Edini morilec tukaj je Marjan, ker je s tem posilstvom ubil vse, kar se da ubiti v Katji, od tega, da ne bo nikoli več enako gledala na moškega, na spolni odnos in vse ostalo, kar pride s tem. In edina žrtev tukaj je Katja. Otrok ni nič kriv, ko je star leto, 2, 5, 10 in mora prenašati pijanega fotra, nasilno mamo. V teh primerih otrok ni
ni nič kriv. Jaz mislim, da nobeni ženski ni v interesu, da rodi otroka, ki je nastal na najbolj ogaben način, in to je posilstvo. Druga stvar pa, zakaj podpiram splav, je pa zato, ker če ti zdravnik, oziroma če zdravnik pove nosečnici, da bo otrok se rodil z neozdravljivo boleznijo, da bo otrok bolan in da bo otrok trpel in mu bo ta bolezen samo vedno bolj oteževala življenje, si taka ženska ravno zasluži pravico do splava. Ne razumem žensk, ki jim zdravnik pove, da bo otrok trpel, da bo imel neozdravljivo bolezen in se vseeno odločijo za rojstvo. Mislim, zakaj bi spravil na svet nekoga, ki trpi? Mislim, da je ravno obratno. Moje mnenje je, da je to zelo sebično, da spraviš ti na svet nekoga, ki bo trpel. In tukaj je še tretja zadeva, zakaj podpiram splav, in to so ženske, ki jemljajo kontracepcijske tabletke. In kot nobena stvar na svetu, niti kontracepcijske tablete niso 100% učinkovite in še vedno obstaja, mislim, da tisti 1%, da ženska lahko zanosi. Se pravi, 1 od 100 žensk lahko zanosi, kljub temu, da redno jemlje kontracepcijske tabletke. Zdaj, ženska, ki jemlje kontracepcijske tabletke, jih ne jemlje zato, ker pač pašejo k pire krompirju in k golažu, ampak jih jemlje zato, da se izogne nepotrebne nosečnosti. Ampak če ta uboga revica pade med ta 1%, kjer vseeno zanosi, ji pripada vsa pravica, da lahko naredi splav. No, in potem, če gremo še v ekstreme, tukaj še incest, ampak zdaj, če ena nečakinja dovoli svojemu stricu, da jo obdela in gre prostovoljno v to, verjamem, da taka ne bo ravno naredila splav. Če jo pa stric posili, punca si ne želi roditi otroka od svojega strica. Ja, incest. Tako da v teh primerih seveda tudi definitivno podpiram splav. Ampak to mislim, da spada nekako pod posilstvo. Ker če se punca sama odloči, da se bo kresnila s fotrom, to ni posilstvo, pač sama je šla v to. Ej, foter, rodila sem ti otroka. Postal si oče in dedek. Fuck. Ok, gremo nazaj. Kot vsaka zadeva ima tudi splav tisto neko temno stran, in to je izkoriščanje le tega. Ženske, ki se pač rade dajo dol brez zaščite, izkoriščajo frazo My body, my choice. Sigurno, ko se to dere, ima pobarvane lase v viola in nekaj preveč kilogramov. Dejan, spet si seksist. Res je, tvoje telo, tvoja pravila in samo ti lahko odločaš s tem, kar boš delal s svojim telesom. Tukaj pa zdaj ta ekstrem, kjer ljudje izkoriščajo splav. Dajmo reči, da imaš Tomaža in Heleno. Tomaž in Helena se jahata kot zajca, ampak brez zaščite. In vsakič, kot Tomažu uide izliv v Heleno, Helena pač enostavno naredi splav. In vsakič, ko bo pač Tomažu zbežalo, bo Helena naredila splav. Splav izkoriščajo zato, da lahko seksajo brez zaščite. Pol so tukaj še ženske in moški, ki so pač promiskuitetni, menjavajo partnerje, jahajo se z vsemi, kar bruha, leze, serje, skače, plava, se plazi. Sem te oplodil, ja nič, pejdi narediti splav. Spet me je nekdo oplodil, ja nič, grem narediti splav. In zaradi tega izkoriščanja je potem splav na slabem glasu. In vse tiste ženske, ki krvavo potrebujejo splav, jih avtomatsko mečejo v enak koš kot te ženske, ki pač, dajmo reči, izkoriščajo sistem splav, zato da lahko se gonijo, fukarijo s komerkoli. In ne samo ženske, tudi tipi. Zdaj, kako to nadzorovati? Jaz mislim, da socialna delavka ne more stati zraven vsakega para, ki bo seksal. Stop, matic, deva kondom gor, da kondomek na tič, pa še primeti tiča, zdaj ga pa vstavi, zdaj pa lahko seksata. To v praksi je nemogoče, to nadzorovati seveda se ne da. Je pa res, da lahko tudi določene punce izkoristijo sistem zopet, da povejo, da so bile posiljene, čeprav to niso bile. Je pa res, da ko si mlad, najstnik, si neumen in o tem razmišljaš šele drug dan. Vsakeč, ko sem kakšno žensko podrl, sem rekel, drugi dan, valjda. Shit, kaj če je imela HIV? Fuck, ne, kaj če je imela AIDS? Fuck, ne, noseča je, ne. Ne razmisliti, preden sem svojega korenjaka ustavil v to punco, ampak drugi dan, ko je to prepozno. Ali pa pač, fanti, delajte na kontroli, kontrolirajte izliv svojega semena, ne vem, kako se to da, dajte googlati, mislim, da je po moje vse na Google, na YouTubeu, in probajte kontrolirati izliv svojega semena. Jaz da se pohvalim, bom rekel, imam to moč, da lahko res kontroliram, in tudi, če sem na smrt pijan. Ko sem pijan sploh, takrat mi ne pride, da me 6 žensk žge. Ok, dajmo iti nazaj na okusne stvari. Hvala. Hardcore scenarij, zdaj mogoče bo kdo rekel, da sem preveč bizaren, ampak ko vidim določene otroke, v kakšnem odraščajo, v kakšnem okolju in kakšni so starši, si rečem, pizdo materno, zakaj nisi naredila splav. Ker raje vidim, da ženska, ki je odvisna od drog, pijanka, ki je naredila otroka s tipom, ki je nasilnež in ravno tako alkoholik, raje vidim, da taka ženska naredi splav, kot pa da
otroka vzgaja v nekem umazanem, toksičnem okolju, kjer foter lomi mamo, mama pije in se drogira. Težje prideš do hišnega ljubljenčka kot do otroka, vedno več zavetišč in vedno več lastnikov psov oziroma ljudi, ki prodajajo pse, so vedno bolj strogi, zahtevajo vedno več papirjev o tvoji finančni svobodi, finančni stabilnosti in tako naprej, kar je prav in strogo podpiram. Do otroka oziroma do otroka lahko pride vsak. Pijanci, džanki, nasilneži, psihopati, vsi lahko naredijo otroka. Srednji vek je vedno bliže nam, kaj bo naslednje? Bomo zažigali vse ženske, ker bomo smatrali za čarovnice, mogoče inkvizicija. Hvala, ker ste zdržali z mano, dejte uporabljati zaščito. Vem, da je brez fajn, ampak da se izognete vsem tem nepotrebnem kaosu in fotra poslušati in mamo. Ja, kva si ni zdal kondom, ki bo zdaj denar dobil za otroka, porka Madonna. Uživajte in hvala, da ste zdržali z mano. Čau.